Moram reči, da so bila ta pogajanja koristna. Marsikatera stvar se je izbistrila, marsikatero stališče je jasno in verjetno še dodatnih 150 ur ali pa tudi 1500 ur verjetno ne bi pomagalo, da bi prišli korak bližje. Pri plačah so stvari, moram reči, še najbližje. Kar se tiče normativov in standardov, smo daleč vsak sebi. Kar se tiče pa posegov v družinsko politiko in socialne transfere, pa menim, da smo na vladi že na nek način nakazali vloževalne predloge, ki vidim tudi po odzivih danes in tudi sicer niso več deležni tako kategoričnega nasprotovanja oziroma odpora kot doslej. Na trenutek pogajalska skupina oziroma nastopajočimi sindikati in vladnostmi še poteka, tako da dogovora še ne vremo. Jaz sem danes gospodu Štruklju povedal, da če je edina prepreka pri tem, da se sklene celokupen dogovor, da se gre v varčevalni paket vlada in sindikati v soglasju, če je edina ovira področje, ki ga pokrivam, če so edina ovira normativi, da smo pripravljeni vse, kar se tega tiče, izločiti iz zakona o uravnoteženju javnih financ in se o tem pogovarjati posebej po drugi časovnici. Se meni vseeno zdi bolje, da če se o stvareh bolj ali manj strinjamo, da to strinjanje zapišemo v ta zakon, če se pa ne strinjamo, pa pač ne odlagajmo tega nestrinjanja na nek kasnejši čas, ker nam to prinaša samo države. Mislim, da je to neodgovorno do te države. Mi preprosto trošimo preveč, glede na to, kar zaslužimo, denarja na mednarodnih trgih ni, obnavljati bomo morali svoja posojila v letu 13, še več v letu 14, če do takrat ne bomo uredili javnih financ, si bomo to sposojali še po bistveno višjem pribitku, še z bistveno višjimi obrestmi kot sedaj.